To so poudarki današnjega Pomurskega dnevnika. Prebivalci vasi Sodinci se že več kot desetletje borijo s težavami zaradi smradu, ki prihaja iz rastlinske čistilne naprave. Naš gost je bil Tomislav Glavica, organizator festivala Nindri Indri. V knjižnici Pod zvezdami gostili vrhunske pesnice in znanega kantavtorja. Nova zgodba mladega prevzemnika kmetije iz Stavešinskega Vrha. In še vreme, jutri bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo nastajale posamezne plohe. Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, lepo pozdravljeni. Prebivalci vasi Sodinci se že več kot desetletje borijo s težavami zaradi smradu, ki prihaja iz rastlinske čistilne naprave, postavljene v samem središču vasi. Ker občina njihovih pritožb ne upošteva, so krajani ubrali pravno pot, a Višje sodišče v Mariboru je že drugič odločilo v prid občini Ormož. Vaščani se počutijo zapostavljene in pravijo, da jih v Ljubljani nihče ne sliši. Neprijetne vonjave in težave so domačine pripeljale tako daleč, da mnogi razmišljajo celo o selitvi. Otroci so nam začeli odhajati iz vasi, boli me tudi to. Imam 3 gradbene parcele, sin si je rajši kupil parcelo in je odšel. Ko je snaha bila noseča, sta šla v vikend in sedaj niti ne razmišljata, da bi stavila na domači parcela, ampak bo ta stavila v Haloza. Niti v občini Ormož ne. Zaradi smradu in stanja čistilne naprave so krajani najeli tudi strokovnjake, ki so se ob ogledu lokacije prijeli za glavo. Se pravi, bi lahko rekel tudi, da malo so sarkastično spraševali, če so tu kakšne botale ali kakoli. Mislim, kdo se te umisli čistilno napravo pred hiše oziroma v naselju. Župan občine Ormož Danijel Vrbnjak pa meni, da so pritožbe vaščanov subjektivne in da je sodišče odločilo pravilno. To so vedno subjektivne ocene, tudi zdaj konec koncev ali smrad na lokaciji samih stavb oziroma samih nepremičnin obstaja, je subjektivna ocena. A težave niso le v neprijetnih vonjavah, v hiše naj bi vdirale tudi fekalije. Fekalije nam iztekajo v naše sanitarije. Par let nazaj nas je 2-krat že zalilo, tako da nam je čez hišni prag kopalnice tekla fekalija. Vnukica je zaradi tega bolj zbolela za salmonelo. Na komunalnem podjetju Ormož zatrjujejo, da naprava deluje brezhibno in da za njo skrbijo skladno zakonodajo. Tako da seveda bi mogoče okoliške prebivalce prosili, naj ne slikajo, pa se pritožujejo nad posameznimi detajli čiščenja, kajti jaz vam danes želim pokazati iztok iz čistilne naprave, kateri je povsem skladen z zakonodajo. Okoliški prebivalci razočaranja nad občino ne skrivajo in pravijo, da jih nihče ne posluša. Prvo moram reči, da sem zelo razočarana nad občino, ker nima posluha za nas občane. Jaz sem zelo razočarana nad našo občino zaradi tega, ker nič ne ukrenejo zaradi čistilne. Dodatno pa opozarjajo, da so zaradi smradu in bližine čistilne naprave njihove nepremičnine izgubile vrednost. Zdaj, kar pa se tiče same manj vrednosti, ocene 15%, je tudi bilo, bi rekel, pošalno ocenjeno. To se je tudi izkazalo na sodišču. Višje sodišče je kljub vsem naporom vaščanov že 2-krat ugodilo občini. Zdaj, moje mnenje je tako, tu se vidi, da je zakonodaja zelo pomanjkljiva in občina si lahko privošči, vse troši tudi občinske sredstva, elitne odvetnike, si lahko privošči na vsak naš dopis, na vsako obravnavo pritožbe, ugovore in vedno pelje v smeri, da išče luknje zakonodaje. Čeprav se vaščani že leta pritožujejo, so njihove prošnje doslej naletele na gluha ušesa. Njihova zgodba je še en primer, kako se male vasi pogosto počutijo preslišane v pravnem in političnem sistemu. Ta konec tedna bo Mik prizorišče posebnega festivala. No, več o njem in nastopajočih bo povedal organizator Tomislav Glavica. Lepo pozdravljeni. Zdravo, zdravo. Torej, že danes bo v Miku pestro. Ja, v bistvu danes začnemo, to se pravi prvi dan festivala, Nindri Indri festival.
Danes v bistvu imamo bolj elektroniko pa rap. Se pravi, začnemo, mislim, da se vrata odpirajo ob 7, ob 8 že prvi band in pač do poznih ur. Drugi dan pa kitarski dan, isto začnemo. Se pravi, samo bendi, ki so glavni inštrument kitara. Pol bomo kasneje naštevali, zdaj naštejem Koj kot glavne zvezde drugega večera, Zagušljivi dim, kdo še igra, Ingver in Gverilike, oni v bistvu odpirajo, to je takšna malo eksperimentalna vokalna skupina. In pa to je še Cranks. Cranks bodo zaključili, to pa v bistvu naši dobri prijatelji iz Varaždina, ki grejo neko tako balkansko, mislim, medžimursko verzijo Discipline kičme. Tako, to je to. Greva malo še k začetkom. Festival zdaj poteka že tretjič. Kako se je vse skupaj začelo in zakaj takšno ime? V bistvu festival prvo ne bil festival, ampak je bilo najprej sta Tina pa Matija, ki sta v bistvu pobudnika te zadeve, sta prišla enkrat k meni na koncert Mika in da bi ona dva delala neke vrste festival oziroma koncerte, pa da bi to ona, v bistvu, kam pa sta imela čas. In potem smo se nekaj začeli to meniti in smo se prijavili na razpis za Ministrstvo za kulturo in v bistvu potem smo dobili ta razpis in smo delali najprej koncertne cikle. In sicer bili so v Radguni, Ormoži pa v Soboti, v Miki. Ne? In to je potekalo, mislim, kot 2 leti. Na kar smo se odločili, ko iz tega v bistvu napravimo festival in te festival je v bistvu zdaj 3. leto Nindri Indri, dvodnevni. Sicer smo mi, v bistvu naša želja bila, ko bi to mi napravili butični festival, ko bi ta zadeva v bistvu bila nekaj na Goričkon. Se pravi, ko ne bi nikoga motili, ko bi imeli za spote, ampak pač, kak je cela zadeva z infrastrukturo, vse to ostane, smo se za zdaj smo situirani tudi na dvorišči grada, poleg Mika. Ko se pa tiče imena, ne vem, ni vas to pravila Nindri Indri, pa meni se je zdelo okej. Včasih smo imeli te jogurte, Nindri Indri, pa okej ime je, mislim, kako hitro pride v viju, pa je super. Nikjer drugje. Nikjer drugje. Imate tudi posebno himno? Ja, imam. Vedno na koncu festivala se v bistvu zavrti Nindri Indri od Stekli psov, to je zdaj tradicionalno, tako letos, da to tudi ta pesem se zavrtela. Mik je na nek način varna hiša alternativne glasbe. Je namen festivala nekako približati druge zvrsti glasbene? Ja, v bistvu to, kako se mi zdi, kako je to poslanstvo samega Mika, pa je tudi poslanstvo tega festivala. Se pravi, Mik je zelo pomembna institucija v okolju. Mislim, meni se zdi, ko mora biti takšna institucija, kako je to, ker obstaja več vrst ljudi, eni ljudje se vidi harmonika, eni se vidi turbofolk, eni se pa vidi pač alternativna glasba, kakokoli že alternativno pomeni, ne mi je glede izraz pred všeč. Ampak pač glasba, ker je mogoče ne tako popularna. Ne? In zato tudi obstajajo ljudje v Soboti, ne samo v Soboti, v Pomurje. In ga mislim, ko je pomembno, ko postaja takšna institucija, kot je Mik, pa še širše, se pravi, od Ormoža, Radgone, vsi, ko delajo. Druga stvar je pa festival, je pa v bistvu, nekako se mi zdi, festival je vedno bil, kako je že dosti leta nazaj delali te Mika festival, pa kako je Mik delal še svoj festival leta nazaj, mislim tudi par let nazaj. Je v bistvu, ko ti nekako združiš to vse v 2 dnevih, kaj si delal čez leto, oziroma kaj si kakšne bende nove si našel, nove izvajalce, pa te jih pač v bistvu predstaviš na festivale. Če greva še malo nazaj k programu, torej v petek, festival odpre kdo? V petek, da je v bistvu odpirala festival ena DJ-ka z Londona, ker v bistvu je Slovenka, živi v Londone. Ona prije v bistvu samo za te špil z Londona, da je imela DJ set, CLTR. Teta špilala, prijeta po dolgem času v Mik, prijeta mislim, na festival, pa v soboto Pika pa Luci s svojim projektom bandom It's Everyone Else, ker je sta v bistvu kar dobro karijero napravila zunaj, v smislu to prepoznavnosti. Potem večer bo zaključil Timo Činala, naš domači glasbeni producent. Kot glavne zvezde v bistvu so pa češki eksperimentalni duo, eksperimentalni rap. Oni pridejo tudi samo za te špil k nam. V bistvu smo jih
Mislim, ko videli na Ment festivali, pa smo jih povabili. Ja, v bistvu začetek podpira mlada reperka, ki je lani bila na klubskem maratonu Radio Študent Soke. To je pa začetek, čist začetek. Ja. Če povzameva, katere glasbene zvrsti bodo imele prostor na festivalu? Se pravi, prvi dan je elektronika, različne zvrsti, pač CLTR, pač to, kot DJ-ka, vrtela različne zvrsti. Cevren Wales je malo, mogoče, ne da za vse, malo težji za logaj, je v bistvu zelo dosti precej hrupno. Češki duo, eksperimentalni rap, Soke rap, Timo Činal pa pač tudi elektronika. Drugi dan je pa v bistvu od Ingver Gverilke, ki je v bistvu to še ena eksperimentalna vokalna skupina, mislim, ker je celo nastopila pred odrom, ko smo se tako zmenili, do recimo Koj, ker so zdaj izdali ploščo maja. In to je, če gledalci mogoče poznajo band Repetitor, to je v bistvu celo ista založba, to je te rang kvalitete pa prepoznavnosti je Koj. In Koj so zdaj prvič v sobote. Ko smo si resno že 3 leta želeli, ko pride v soboto in končno smo jih zdaj dobili. Smo že bukirali lani včasih po festivalu, zdaj pa resno. Tako da lahko rečemo, da bo festival Indri ponudil veliko glasbene eksotike. Kako je z vstopnino? Vstopnina je v bistvu zdaj še, meni se zdi, ko je gnes več njega več predprodaje. Mislim, ko je 12 ali 14 evrov dnevna karta, 22 evrov pa za oba dni. Tako, pač to se nam zdi nekako normalna cena, mislim, ne pretirano. Pač ne vem, mi v bistvu celi festival delamo na, mislim, vstopnina je en pomemben vir prihodkov. Za konec še enkrat povabiva naše gledalke in gledalce. Ja, seveda, jaz bi rad povabil. Mislim, fajn bi bilo, če bi podprli to sceno, pa prišli na oba dni, ali pa kak lejko, karkoli dan. Mislim, s tem pokažete tudi nam tudi to dosto pomeni, če ljudje pridejo, pa pokažejo svojo prisotnostjo, ko podpirajo takšne zadeve, ko se najše dole. Pa piti pa gesti bo domače, tako za vse je poskrbljeno. Za vse ste poskrbeli. Tomislav Glavica, najlepša hvala za vaš obisk v studiu in naj bo festival Indri, kar se da uspešen. Hvala za povabilo. Zaradi vremenskih razmer se je včerajšnja knjižnica pod zvezdami, ki je del festivala Dnevi poezije in vina, z grajskega dvorišča preselila v avlo Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota. Na dogodku so se predstavile 3 priznane pesnice: Katarina Šultens iz Nemčije, Andra Rotaru iz Romunije in Petra Koršič iz Slovenije. Obiskovalci so tako imeli priložnost spoznati ustvarjanje na presečišču različnih kultur in umetniških izrazov. Ti se dotikajo sodobnih tem, kot so ekonomija, osebna izguba in družbena kritika. Za glasbeno doživetje je poskrbel Adi Smolar, eden najbolj priljubljenih slovenskih kantavtorjev. Njegove uspešnice, ki so zaznamovale 90-ta, so prežete s humorjem, družbeno kritiko in življenjsko modrostjo. Občinstvo so popeljale v nostalgičen in hkrati razigran večer. Knjižnico pod zvezdami so sklenili z vinsko pokušino. Ta je obiskovalce spomnila, da so dnevi poezije in vina vedno tudi praznik druženja, okušanja in umetnosti. Človek sanjari, pa ga mine, škoda časa za skomine, vsak naj ceni to, kar že ima. Hudo je pravzaprav najhuje. Tudi tokrat smo v sklopu projekta Skupne kmetijske politike Evropske unije Kmetijstvo za prihodnje generacije pripravili kratek predstavitveni filmček, ki prikazuje zeliščarsko dejavnost mladega prevzemnika kmetije iz Stavešinskega Vrha. Dobrodošli na kmetiji Veberič. To je majhna 5 hektarov velika kmetija v Ščavniški dolini. V preteklosti je bila to tradicionalno mešana kmetija. Pred približno 5 leti so se s partnerko odločila, da se podava v zeliščarske vode in so začela s pridelavo in predelavo zelišč. Iz sredstev skupne kmetijske politike, namenjene mladim prevzemnikom, smo uredili nasad orehov in manjši nasad kostanja in dokupili mehanizacijo, ki nam pomaga, da lažje obdelujemo kmetijo. Polagamo največ poudarka na pridelavo in predelavo zelišč, se usmerjamo predvsem v destilacijo za namene
hidrolatov. Ena glavnih produktov so čaji. Z leta v leto želimo kmetijo odpreti obiskovalcem za namene delavnic, obiska in pa drugih vsebin sproščanja, doživljanja narave, predvsem pa aromatičnih zelišč. Za konec poglejmo še, kako kaže z vremenom. Jutri bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo nastajale plohe. Zjutraj je bilo pretežno oblačno s plohami. Opoldne so v Murski Soboti, Radencih, Lendavi in v Krajinskem parku Goričko namerili 20 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale plohe. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti, Mariboru in na Ptuju 14, najvišje dnevne pa v Murski Soboti 20, v Mariboru 22, na Ptuju pa 23 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno oblačno, v ponedeljek pa se bo razjasnilo. Temperature se bodo v naslednjih dneh zjutraj gibale med 12 in 16, čez dan pa med 20 in 30 stopinj Celzija. To je bilo za danes vse, kar smo vam pripravili v naši osrednji informativni oddaji. Dogajanje v Pomurju lahko spremljate tudi preko naše spletne strani ali socialnih omrežij. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav!